Drage ljubitelice in ljubitelji filma, dober večer in dobrodošli. Hvala, ker ste z nami. Leto je naokrog in spet smo se zbrali tukaj na tem ljubem nam Borjaču, kjer se družimo že veliko let in se poklanjamo slovenskim filmskim igralkam in igralcem. Nocoj ta poklon velja Borisu Cavazzi, zato vas prosim, da ga pozdravimo in mu skupaj zaploskamo. Med nami lepo pozdravljam tudi županjo občine Divača, gospo Alenko Štrucelj Dolgan, in direktorico Slovenske kinoteke, gospo Ženjo Lejler Kos. Z nami bi nocoj morala biti tudi Uršula Menih-Dokl, ampak žal so jo obveznosti zadržale in se nam je opravičila. Nam je pa poslala tole srčno sporočilo in če dovolite, vam ga bom prebrala. Žal mi nepredvidene zadeve preprečujejo, da bi bila nocoj z vami. Vas pa prosim, da udeležencem prenesete prijazne pozdrave. Dogodke, kot je današnji, moramo sprejeti kot darilo. Da se po izkušnji z bojem proti epidemiji in posledičnimi omejevalnimi ukrepi spet lahko družimo in tako vrnemo k svojim civilizacijskim temeljem, ponovno zaživimo v skladu z našimi duhovnimi in kulturnimi vrednotami, tako v odnosu do kulture, narave, predvsem pa do soljudi in sočloveka. Moj poseben pozdrav in globok poklon pa je namenjen gospodu Borisu Cavazzi. Ob vaših nepozabnih umetniških stvaritvah mi v mislih odzvanjajo Cankarjeve besede, če parafraziram, da umetnost ne živi v igri, temveč v srcu, izkušnji in spoznanju. Hvala za sporočilo o pomenu umetnosti in kulture ter volji do življenja generacijam gledalcev filmov, gledaliških predstav in koncertov. Prek platna ali ekrana pa bo vaš plemeniti nagovor tako rekoč večen in bo pustil neizbrisen pečat v slovenski kulturi. Res mi je žal, da danes nisem na tem za slovenski film res posebnem mestu, v imenitni družbi, in vam želim prijeten večer. Uršula Menih-Dokl. Seveda bom zastavila vprašanje, ki ima zelo jasen in enoznačen odgovor. Kdo med vami ne pozna Borisa Cavazze, igralca? V redu, potem pa se lahko po temle ceremonialu spoznata, a ne? Mnogi pa morda ne veste, da Boris ni samo pred kamero ali pa na gledaliških deskah, ampak da je tudi avtor 4 scenarijev za celovečerne filme, da je do zdaj režiral več kot 20 gledaliških predstav, če se ne motim, je ena nastala prav nedavno, in da je skratka tudi sicer zelo široko ustvarjalen človek, ukvarja se tudi z glasbo. Ne pozabimo, da je bil tudi mentor generacijam mladih igralcev na ljubljanski akademiji za gledališče, film, radio in televizijo in še bi lahko naštevala. Ampak veste kaj, seznami niso za tale večer. Seznami so zato, da jih prebirate doma in v miru. Zato vas vabim, da si prelistate, da pogledate in odnesete s seboj monografijo, ki jo je Kinoteka izdala ob letošnjem poklonu Borisu Cavazzi. V njej boste našli vse filme, v katerih je igral, pa tudi 3 besedila, ki so jih za monografijo prispevali Tina Poglajen, Nenad Polimac in Jurij Bobič. Knjižica vam je torej na voljo, ampak ne še zdaj. Vzeli jo boste potem, ko boste odšli domov. Večer z nami pa bo še dolg in upam, da zelo, zelo prijeten. Pravzaprav ne upam, verjamem, da bo.
Nocoj nam gode trio lumi, ampak ker so mi ušli iz odra, ne vem, ali jih lahko zdaj predstavim takole strani ali pa s to predstavitvijo počakam, ko bodo znova na odru. Kaj pravite? Počakamo na naslednjo. Ampak ne mi spet uiti iz odra, ker bom pristala v enaki zadregi kot ta hip, a ne. Potem pa, če ta predstavitev pride malo kasneje, bi pa prosila županjo občine Divača, gospo Alenko Štrucelj Dovžan, da spregovori nekaj pozdravnih besed. Izvolite. Spoštovani visoki gostje, igralke, igralci, spoštovane občanke, občani, vsi prisotni, prav lepo pozdravljeni v tem lepem ambientu našega Borjača, Škratljneve domačije. Prav posebej bi pozdravila gospoda Borisa Cavazzo, ki ga vsi zelo dobro poznamo, kot igralca, režiserja in še marsikaj. Dobrodošel med nami, veseli smo, da ste danes z nami. Naša občina te dni praznuje svoj občinski praznik, ki je posvečen rojstvu Ite Rine, ki je bila rojena prav tukaj v tej hiši v Divači, in prav zaradi nje ali pa mogoče zaradi nje je nastal tudi ta muzej slovenskih filmskih igralcev, na katerega smo v naši občini zelo ponosni in verjamem, da je pomemben ne samo za našo lokalno skupnost, ampak je pomemben tudi za širšo slovensko skupnost. Za muzej skrbi občina Divača skupaj s Slovensko kinoteko. Žal pa ministrstvo nima kaj preveč posluha za ta muzej, tako da kot za še marsikaj drugega v kulturi. Zbirka je stara že več kot 10 let, po mojem mnenju bi bila potrebna malo obnove in prenove. Upajmo, da bo ministrstvo našlo tistih 10-15 tisoč evrov, da bomo lahko zbirko malo dopolnili in pa obnovili. Ker občina Divača nima niti sredstva, bi že našla, ampak nima niti znanja, da bi to zbirko dopolnila. Vem pa, da to znanje ima Slovenska kinoteka, ampak Slovenska kinoteka brez denarja tudi sama ne more ničesar storiti. Tako da danes je tukaj večer namenjen predvsem filmu, tako da bomo uživali in pustimo politiko in vse ostalo pri strani. Želim vam en lep in prijeten večer, uživajte sedaj v teh lepih glasbenih utrinkih, ki jih bomo še doživeli, in potem kasneje v filmu in v druženju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Upam, da bo šlo tole v prava ušesa, pa da niso preveč zamašena. Zdaj pa vabim na oder direktorico Slovenske kinoteke, gospo Ženjo Lejler-Kos, ki bo tudi povedala nekaj besed. Ne vem o čem, nisva izmenjali prej informacij. Teh besed bo nekaj več, kot jih je namenila županja. Bom pa začela s konca, ker me je malo prehitela v nekaterih stvareh. Namreč najprej bi se želela v imenu Slovenske kinoteke zahvaliti občini Divača in seveda župani za njihovo nenehno skrb, posvečeno vzdrževanju Škratljnove domačije, tega bisera kraške arhitekture, kjer je svoj dom pred 10 leti dobil zgodovinski spomin na slovenske filmske igralce. Glede na to, da naju županjo v prihodnjih dneh čaka srečanje pri ministru za kulturo, pa upam, da bomo lahko ta spomin res kmalu obogatili in ga posodobili. Občini Divača tudi čestitam ob njenem nedavnem občinskem prazniku, vsem pa seveda želim en lep dober večer. Spoštovani Boris Cavazzo, seveda spoštovana županja občine Divača Alenka Štrucelj Dovžan, spoštovani ljubitelji filmske umetnosti in seveda filmskih igralcev. Kot vemo, letos poteka 200 let od rojstva in natanko 140 let od smrti enega najpomembnejših in najvplivnejših pisateljev vseh časov, Fjodora Mihajloviča Dostojevskega. Velikega humanista, ki je človeštvu zapustil enega najprepričljivejših in psihološko dognanih literarnih opusov, v katerem kraljujejo impozantne študije zajetne galerije človeških značajev. Kot marsikateri umetniški genij, ki je v svojih delih sodobnikov kazal ogledalo, obenem pa anticipiral prihodnji čas, še zlasti dogodke prve polovice 20. stoletja,
Tudi Dostojevski za časa svojega življenja ni bil razumljen in slavljen, kot bi si zaslužil, velikokrat je bil napadan, celo psovan. Tudi v naših krajih mnogokrat udejanjan latinski pregovor, da nihče ni prerok v lastni deželi, je izkušal tako rekoč iz dneva v dan. A danes ga tu ne omenjam zaradi tega, ampak zaradi neke zanimive igre asociacij, ki so se mi, razmišljajoč o današnjem večeru, porodile ob slovenskem prevodu naslova enega izmed njegovih romanov. Pisal ga je leta 1866 vzporedno z romanom Zločin in kazen. K temu ga je prisililo njegovo katastrofalno finančno stanje, s katerim se je spopadal celo življenje, med ostalim tudi zato, ker je bil, kot vemo, nekaj časa strasten in obenem strastno neuspešen igralec rulete. Da bi torej odplačal dolgove, povzročene z igrami na srečo, je Dostojevski spisal krajši roman o zasvojencu z igrami na srečo. To bržkone ni bil samo avtoironično, ampak malce tudi mazohistično dejanje, predvsem pa umetniški akt, stkan iz osebnega izkustva. V Ruskem izvirniku ima ta kratek roman naslov Igrok. Prvi slovenski prevajalec tega dela, neznani R.K., je leta 1909 za tržaško založbo ta naslov preprosto poslovenil kot Igralec. Veliko pozneje, leta 1991, ob drugi slovenski izdaji tega romana, je prevajalec Drago Bajt ruskemu samostalniku Igrok in predvsem vsebini romana dal veliko ustreznejši naslov Srečelovec. Bajt je imel sicer na voljo vsaj še dve ustreznici, slovensko kockar ali tujko hazarder. A neznanemu R.K. začetka prejšnjega stoletja rokohitrskega prevoda le ne gre povsem očitati, kajti slovenski pomen ruskega samostalnika Igrok je bil takrat poleg nekoga, ki je udeležen v športni igri ali nekoga, ki igra glasbeni inštrument, tudi nekdo, ki ljubi igre na srečo. Medtem, ko je v ruščini, kot vemo, izraz za igralca, če imamo z njim v misli gledališkega ali filmskega igralca, aktor, prevzeto seveda iz francoščine. Kaj imata torej skupnega igralec in srečelovec? Priznajmo, igralec se pretvarja, da je nekdo, ki v resnici ni. V tej gesti je gotovo kanček hazarderstva ali po Bajtovo srečelovce. Igralec namreč poustvarja različne in izmišljene človeške značaje in njihove usode in to mora početi na način, da gledalec ne dvomi v resničnosti lika, ki ga igralec igra. Še več, gledalec se je temu dvomu celo pripravljen odpovedati vnaprej, prostovoljno. Z igralcem na odru ali na filmu je pripravljeno naprej skleniti pakt, da ne motri Metke Bučar, Duše Počkaj, Štefke Drolc, Berta Sotlarja, Mihe Baloha, Poldeta Bibiča, Lojzeta Rozmana, Majde Potokar, Špele Rozin, Staneta Sevarja, Ivanke Mežan, Milene Zupančič, Demetrija Bitenca, Antona Petjeta, Miranca Caharija, Radka Poliča Raca, Borisa Kavaca, če omenim le tiste, ki smo se jim od leta 2003 vse do nocojšnjega večera na tem mestu poklonili. Torej gledalec sklene pakt, da ne motri resničnih posameznikov, ampak like, ki jih ti posamezniki igrajo. Ta pakt, ta vnaprejšnja predaja gledalca je velika odgovornost igralske in filmske umetnosti in njenega truda, da ustvari in ohranja dimenzijo vzporedne realnosti. Če gledalec podvomi v njej, če spregleda pretvarjanje, potem je vse zaman. Urok pretvarjanja je razbit, srečelovec ni ujel sreče. Če pa se med igralcem in gledalcem ustvari magija, v kateri za nekaj veličastnih trenutkov izgineta konkretni prostor in čas, potem se znajdemo v svetu, v katerem povsem pozabimo nase. In kadar pozabimo nase, se predamo drugemu. Postanemo srečelovec, ki je ujel srečo. To je velika čarovnija, tako igralskega poklica kot umetnosti, kot našega doživljanja umetnosti nasploh. Še zlasti to velja, kadar sedimo v temi kinodvorane. V kinu smo namreč potopljeni v anonimno črnino, v kateri smo kljub drugim sami. Ta črnina, ta tema sproži v nas vznemirjenje in ko jo preseka svetloba podoba, tudi osuplost. Osuplost, da smo lahko v zgodbi, a smo hkrati zunaj nje, drugi od nje. Očarani nad videzom resničnosti, za katera vse skozi vemo, da je slepilo. Nocoj se poklanjamo igralcu, ki svojega velikega umetniškega, igralskega talenta ni razvil iz slepila, ampak iz življenja samega.
Življenja, ki mu ni prizanašalo, a mu je bil kljub temu ves čas navdih. Igra kot garanje, umetnost kot garanje. Malo znano je, da se je Dostojevski preizkusil tudi kot igralec in menda niti ne slab igralec. Malo bolj znano pa je, da je med številnimi gledališkimi in filmskimi vlogami, ki jih je Boris Cavazza odigral v življenju, med njegovimi najljubšimi sta Vrogin iz dramatizacije Besov Dostojevskega v režiji žal za konec lanskega leta preminulega režiserja Dušana Jovanovića. Takole je to vlogo, za katero je Cavazza prejel številna priznanja, opisal gledališki kritik in publicist Jernej Novak. Kot igralec Cavazza ne verjame v psihoanalizo, verjame pa v izkušnjo, ko igralca prežema emocija, ko z vsakim vlaknom čuti, da je to on sam, v nemogočih okoliščinah, v nemogočih pogojih, z drugim pedigrejem, ampak še vedno on sam na svoji senčni strani. Morda je to najlepši opis igralskega stanja, vsekakor pa najčistejša definicija Cavazzovega oblikovanja vloge Stravogina. Nove, silovite igralske kreacije. Oblikoval je dvoumno, fascinantno figuro človeka, v katerem užitek in groza živita v čudni, sprevrženi, naporni simbiozi. Tako Jernej Novak. Menim, da ne pretiravam, če za konec rečem, da je Boris Cavazza s svojim opisom gledaliških in filmskih vlog naš igralski Dostojevski. Pretanjene, globoke, neprizanesljive, ostre in pogumne psihološke študije in ne le poustvaritve, ampak kongenialne stvaritve človeških značajev. Kompleksnih, plehkih, dobrih, zlih. Kaj vse mora igralec pregnesti v svoji notranjosti, da stopa v ljudi, ki niso on sam, pa spet so na neki način on sam na svoji senčni strani, nenehni srečelovec. Boris Cavazza sodi med tiste vrhunske igralce, umetnike, če seveda na tem mestu pustimo ob strani njegov režiserski in scenaristični opus, zaradi katerih veličastni in manj veličastni liki in usode, ki jih doigrajo, živijo v nas še dolgo potem, ko se spusti odrska zavesa ali ugasne filmski projektor. Menim, da je to esencialna izpolnitev igralčeve poklicanosti, njegovega srečelova, njegove umetnosti. Umetnosti, ki se daje za nas. In menim, da mu vsaj skromno zameno za ta trenutek lahko podarimo tisto, kar končuje vsako gledališko predstavo in vsako filmsko premiero, to pa je aplavz. Hvala lepa. Najlepša hvala, Ženja Leler-Kos. Zdaj pa vabim na oder glasbenike in ko bodo za mano, jih bom seveda tudi predstavila. Ampak medtem, ko se posedajo, lahko povem, da je to zasedba, ki se imenuje Trio Lumi, da so se srečali in spoznali in začeli sodelovati pred približno 3 leti, ko so bili vsi trije študentje na Graški glasbeni akademiji. Združila jih je pa ljubezen do ljudske glasbe in to glasbo iščejo, raziskujejo in jo seveda oblikujejo in predelujejo čisto po svoje, sodobno, zelo udarno in včasih zelo presenetljivo. Zasedba je sestavljena iz slovensko-finsko-estonskega porekla oziroma korenin, pri čemer sta 2/3 slovenski, 1/3 pa je finsko-estonska, torej niso 4, samo 3 so. Violina, glas in tradicionalni inštrumenti, ki jih danes nima s sabo, Saimi Kortelainen. Sveže diplomirani čelist Urban Megušar. Violina, glas in občasno kitara, ki je tudi danes ni tukaj, Oskar Longika.
tere, tere, noor kuusk, jumaline märgmänd, hõika vasta heledamm, kas homme on häälil, tere, tere, jumaline märgmänd, hõika vasta heledamm, kas homme on häälil. Tere, tere, noor, hõika vasta. Tere, tere. Hvala lepa, Trio Lumi. Ja, zaslužijo si aplavz. Še en velik aplavz pa si zasluži tudi naš nocojšnji slavljenec. Boris Cavazza, prosim, če pridete na oder.
Ne bo dobrega. Mislim, da bova skupaj kaj dobrega naredila, a ne? Jaz bom kaj vprašala, vi boste kaj odgovorili, če ne boste želeli, vam tudi ne bomo zamerili, ampak dvomim, da nam boste odrekli besedo, 2, 3 ali pa morda tudi več. V biografskem romanu, ki ga je napisala Vesna Milek, če začneva tam nekje v otroštvu, ne, in ki smo ga vsi z velikim veseljem prebrali, pravite, se spominjate tistega fantiča, ki je tako rad odšel v bližnji kinematograf, kinodvorano, in tam odmislil ves zunanji svet, vse težave, ki so ga pestile kot otroka, in užival v filmu. Ta fantič je zdaj zrastel v moža, ampak ljubezen do filma je pa ostala, ne? Pa se je pa začarala za vedno. Ja, spominjam se in hvala Vesni Milek, da mi je priskrbela ta film, se pravi Gilda. Film je bil Gilda z Rito Hayward in moram reči, da sem malo že pozabil, ne. Vsebino sem jo pač nekje verjetno po svoje oblikoval, ne, ampak ko mi je Vesna Milek dala to kaseto, ne, sem z užitkom, res z užitkom pogledal ta film. In moram reči, da ni bil ta film, da bi lahko, ne vem, kako vplival name, ne. Jaz sem od nekdaj bil, filmofil, ne. Filmofil in sem hodil takrat, ko sem bil še 14 let, ali ne vem, se ne spomnim, ampak vem, da sem gledal vse te Brandove zadeve in gledal sem skoraj vse filme od James Deana in ja, pol pa naenkrat me je mama peljala za rojstni dan gledat film moj spomin ima 3 luknje. En film, a ne? Ja, Mogoče pa ni bil tako usoden, pa se ga zato ne, ne je spomnite. bil, ne, ja, po motivih, dobro, dajmo, se bom že spomnil. Ja, Ne, ko prileti ne, ta ja, film, ker ga pa jaz imam omeniva. težave s spominom, morate vedeti, ne, ampak v glavnem, te težave so minimalne, ne, ker se jaz spomnim pol čez 5 minut, ne. Čisto Dorothy vsega, Dandridge je bila glavna igralka, ne, in glavni igralec je bil Harry Belafonte in to je bil v bistvu ena persiflaža od, te znane opere, ne, se pravi Carmen, ja, to. Ja. Glas publike. Ja, glas publike, hvala publika, ker točno jaz se kar zgubim, ne, ampak v glavnem. Pa sej, No, ta film mi je zelo vplival name, predvsem Dorothy Dandridge, ki mi je, ona je bila mulatka, ne. In me je tako prevzel, da sem potem iskal, zdaj zadnja leta sem iskal, kje lahko dobim ta film in sem ga potem nekje našel na internetu, ne. In sem ga podoživljal tako kot takrat, no, v glavnem. No, saj pravim, jaz v filmu nisem veliko naredil, ne, moram reči. Ne. In sem rekel, danes sem, ko sem tam dal neko izjavo, sem rekel, zakaj me ti fantje, recimo Jan Cvitkovič, ne, ki je tukaj, pa Burger, pa še nekateri, zakaj me nočejo zasesti, ne. Oni sploh me ne zasedajo, ampak veliko od tega verjetno sem sam kriv, ker sem toliko star. Verjetno nimajo vloge zame, ne, in sem tudi nekako hendikepiran, ker moj sin, ne, mi je prevzel vse.
Vse vloge. Ja, Boris, tako gre to iz roda v rod, a ne? Ja. Se moramo pač Je. sprijateljiti. Jaz sem zelo tudi s tem. vesel, da mu zdaj, da uspeva v tem. Ampak res, Jan Cvetkov, kje si, porka duš? A tam si, evo. Daj me enkrat vzem, vsaj za en kader. Samo to, da vas nihče ne zaseda v zadnjem času, ni čisto res. Ne? Pred 3 leti glavna vloga v filmu Igor in Rosa, to je film zadnji, ki smo ga videli, medtem pa 2 filma sta že, ne vem, a sta že zmontirana, posneta sta verjetno že, v katerih tudi igrate in ki jo bomo videli. Malenkost. Kaj je to malenkost? Francesco Borki ima glavno vlogo v tem filmu. Ne? In Goran je zelo žalosten, ker film ni bil sprejet na skoraj nobenem festivalu, ne vem zakaj, zaradi neke restrikcije pravijo. Ne. In, ampak pri Slakovi ne, sem imel manjšo vlogo, ne, nekega. Ujel sem se dobro s tem glavnim igralcem in zelo zanimivo je bilo delati z njo. Ne. Smo bili vsi malo začudeni, kako neko čudno tehnologijo je uvajala. V bistvu igrali smo se. Ja, podajali smo si žogo in brcali žoge in kaj zvem, gor pa dol, v glavnem. Mislim, nekaj, nič v zvezi s filmom. Ampak to smo kar dolg časa delali, ne 14 dni. In potem je nastal film. Ja, No. ona je bila zelo pedantna, ne moram reči, vsakaj čast, zelo pripravljena in mislim, da je bil film v redu, ne vem, vsaj meni, ne vem, kako je bilo, kako bo rekla publika, kaj bo rekla publika, ampak meni je bil dober film. No, ampak ne bova zdaj samo o majhnih vlogah, ne, čeprav so ta zadnje, bova šla k velikim vlogam, mogoče omenim tiste filme, ki si jih je publika najbolj zapomnila, recimo To so gadi, Vdovstvo Karoline Žašelj in tako naprej, ampak ne bova govorila o teh filmih, jaz bi se ustavila pri 2, za katere sem slišala, da so vam najljubši, za enega vem gotovo, da vam je, ker ga bomo tudi nocoj videli, drugi je pa film, s katerim ste pravzaprav vstopili v jugoslovanski filmski prostor in to je film Lordana Zafranovića iz leta 1975, ja. To je bila glavna vloga in tudi še kar težka vloga, ne? Ampak vam je zelo ljuba. Ja, sem nažalost tega filma sploh ne, mislim, da se ne da gledati, ker je tako zapackan, moram reči, ne. Zafranović je pa na črni listi, ne, tako da ni dobil denarja, da bi to, mislim, restaurirali, ne, zadevo, ne. No, s tem filmom je bilo pa tako, ne, smo šli v Taormino na ta festival, velik festival, ne, smo bili zelo dobro sprejeti od publike, potem smo imeli preskonferenco in na tej preskonferenci so se javili levičari, to se pravi Lunita in Avanti, v glavnem novinari teh leve provenience. Ne. In so sesuli film, so ga prav sesuli, ne. In Zafranović, ki ne zna italijansko, ne, je vprašal mene, šta kažu? Šta kažu? Šta kažu? Ne mogu da ti kažem, ali mogu da ti rečem, da ti kažem, sve loše i loše. Čuješ, stari, ti znaš talijanski. Sad ovo prevedi. Nek idu kurac. Tako. Ker so rekli, pač, da tako morbidnega filma da tak morbiden film je prišel ven v naši prelepi socialistični Jugoslaviji. In tega niso mogli požreti. In zato je bil ta napad, recimo,
teh levičarskih medijev. Ne. Film tudi ni prišel v tekmovalni program, ne, ampak samo v spremljevalni v Pulju. Yes. Ampak dobro, pustimo, to Dobro. so pač malenkosti. Ne? On- Mogoče greva zdaj k Kormoranu, filmu, za katerega ste napisali scenarij, odigrali tudi protagonista Maxa. Ja, In pač ni naključje in ni nenavadno, da ste izbrali prav ta film zaradi dveh razlogov, ki sem jih pravkar povedala, ampak so še kakšni drugi razlogi za to, da ste si želeli, da si nocoj skupaj ogledamo Kormoran. Iz pietete do tega človeka, ki je naredil slab konec, to je bil moj kolega iz pomorstva, ki je bil alkoholiziran do te mere, da je dobival odpovedi najprej iz splošne plovbe, potem pa iz Hamburga, tam se je tam ukrcal, potem iz Hamburga je šel v Ameriko, iz Amerike, ne vem, gor, dol, ampak povsod so ga odpravili, ker pač je bil alkoholiziran. Ne? In ti za tak poklic moraš biti vsaj malce trezen. Ne? In jaz sem ga srečal pred radiom, je rekel: Boris, a imaš 250 000 evrov za posoditi? Rekel: jaz takoj ti bom vrnil. Se rekel: stari moj, veš, koliko je to 250 000 evrov? Jaz imam 3 otroke in brezposelno ženo. Jaz ti tega denarja ne morem dati. Res. Ne, razumem, bo redu, ok. In sva se poslovila, čez 4 dni preberem v časopisu, da je naredil samomor. No, in jaz sem potem fikcijsko postavil celo stvar v drug kontekst, ampak še vedno je glavni akter ta moj znanc in prijatelj, ki se boste videli, kako je naredil samomor. Ne. Mal čudno, ampak. In danes dobim en message od njegove hčerke, ki je prebrala, da bom jaz tukaj nekaj. Ne? In med drugim je napisala: ja, ampak a boš, sem slišala, da boš tudi imel projekcijo tega Kormorana. In 3 pikice. Zdaj pa jaz ne vem, je še vedno užaljena ali kaj, ampak jaz sem res iz neke pietete to napisal scenarij in pol sem tudi odigral glavno vlogo, pa tudi zaradi tega, ker sem imel poln kufer teh poti in stran poti, pa so mi ponujali podobne vloge in sem rekel, da se bom jaz napisal nekaj. Ne. Film ima, ker je bil režiser Tomašič, ki je pač televizijski režiser, ima gotove napake tudi zaradi, smo imeli enega rekviziterja, ki je bil len ko fuks in v tem filmu igra eno glavno vlogo, igra en galeb, ki napoveduje smrt tega človeka. Ampak iz tega ni bilo nič, ker je rekel: kam naj grem jaz iskat tega galeba? Je rekel: pojdi v zoološki vrt, tam sigurno imajo kakšnega galeba. Ne? No in pol je prišel, čez nekaj časa, z enim galebom je rekel: ampak imamo tlele enega, ki so mu postrigli peruti, ne, da ni mogel leteti. Ne. Jaz sem pa napisal takole, da je dobro, vsem, v glavnem. Galeb je ostal neki tam noto, neki gajbi. Ne. Galeb je ostal v gajbi, ampak vi, Boris, pa še vedno letite visoko, ustvarjalno in jaz vam želim, da to počnete še naprej, da vas vidimo še v mnogih filmih, tudi kdaj na odrskih deskah, mogoče kot igralca ali pa kot režiserja. Zdaj režiram mojega prijatelja Francesca, ki je tukaj. Kje si, Francesco? Zdaj delava z njim. Pozdravljeni, Francesco. Ja, čez par dni bova imela premiero. Premiero, kje bomo imela? V Ankaranu. V Ankaranu, ja. Odlično, Ankaran ni daleč od tukaj, tako da poglejte, kdaj. Odličen tekst, moram reči. In
on je pa sploh odličen. Ja. Alan Movera, ker je naštudiral ta monološki komad v dveh jezikih, v slovenščini in v italijanščini. In za človeka, ki je rojen, mislim, in ki je živel celo življenje, mislim, še vedno živi v Toskani, bil je sicer ljubljenček Magellija, Maggelli je tam režiral kolikrat dolgo, 10 let pa je. Ne. Je bil in v bistvu je bil umetniški direktor tega gledališča v Pratu, ne, v Toskani. In on se je tam naredil kosti, ne, ampak imela sva par stvari sva morala objasniti, ker Maggelli je, mislim, svojstven, ne, jaz ga imam zelo rad, ne, ampak deluje na igralce malo tako nasilno. Ne. In takole, da sva mi dva delala, kako bi rekel, to nasilje, ki ga je bil on deležen 10 let, ne, da ga spraviva v normalo. Tako. To je vse. Hvala lepa, Boris, in hvala za to informacijo o predstavi, ki bo pravkar doživela premiero in upam, da si bo... Škoda, da ni Vinčija, ne? Vinči je hotel priti sem, ne? To je ta moja zadnja vloga. Zadnja vloga, ne? Dedek gre na jug. Dedek gre na jug. Torej, kdo je Vinči je dedek? danes bolel, ker je bil cepljen, ta drugič je rekel, sem ves pretepen in je rekel, ne morem priti, ne morem voziti. No, tako da. No, ampak film bo verjetno kmalu in... Ja, zdaj čakamo na ta glavno igralko, ki je rodila, ne. Aha. Ja. No, skratka, ne, ni rojevanja brez težav in ni filma brez zapletov pri filmu. Zdaj čakamo, kakšna bo Maruša Majer v septembru. Boris, najlepša hvala. Ste za to, da prisluhnemo še malo glasbi? Odlični ste. Jaz ne vem, kako se to reče. Stari moj, povej po finsko, kako se reče. Evo, on je Finc, moj vnuk. Aha, potem imamo dva Finca tukaj, oziroma eno pol Finko, pol Estonko in enega Finca. Odlično, mednarodni smo nocoj. Hvala lepa, Boris.
Zdaj pa je mrak že skoraj toliko padel, da se bomo lahko preselili tja, kjer sta projektor in platno in seveda tudi stoli, pravzaprav niso stoli, ampak so klopi za vse vas, in si ogledali film Kormoran. Povedati moram, da je kopija, s katere bomo videli film, zelo lepo ohranjena, kar pomeni, da ni prav nič spraskana in nima nobenih poškodb. To se dogaja s filmi, ki so nekoliko starejši in velikokrat predvajani bolj poredko. Tako da imamo posebno čast, ne, da bomo to res dobro ohranjeno kopijo, ki jo hrani Slovenska kinoteka, lahko nocoj gledali. Še nekaj vas moram opozoriti, na začetku in koncu vsakega koluta je ta varovalni trak, a ne. In ko se bo pojavil, nikar ne mislite, da je konec, da je tehnična napaka, da smo kaj zašuštrali, ampak to smo pustili ravno zaradi te zaščite, a ne, tako da črnine bodo vmes, no, ampak glede na tematiko filma, ki je, kot smo slišali, zelo žalostna, najbrž ti koščki črnega filmskega traku tudi ne bodo motili. Po projekciji filma pa vas seveda toplo vabim na druženje, na kramljanje ob prigrizku in pijači, ki jo za vse nas nocoj pripravlja Apetit catering iz Sežane. Hvala še enkrat, ker ste prišli v tako velikem številu se pokloniti našemu nocojšnjemu slavljencu Borisu Cavazzi. Želim vam lep večer še naprej in radi se imejte. Lahko noč.